Ekipa živijo, v današnjem prispevku pa ta prava paša za oči. Ker je poletja konc, sem se odločil, da vam pokažem najlepše projekte, ki smo jih v letošnjem letu, vsaj skozi poletje, zaključili. In prva stvar, ki jo bomo pa zaključili danes ali pa v naslednjih dneh, je pa tale hiška Black Edition, ki jo že skozi spremljamo. In danes bo zapustila našo delavnico in jo peljemo stranki, tam pa dokončamo še par finez. Evo jo! V kategoriji celostne ureditve vrta je na prvem mestu definitivno projekt v Dravogradu. Na tem objektu smo naredili pergolo z brisoleji, z leseno teraso, zraven je pa še ena terasa, ki je namenjena za prosti čas, poleg džakuzija. Se pravi, gor postavimo počivalnike, uživamo v džakuziju, tako da je v bistvu nek ločen prostor. Za vhod v hišo pa služi kovinsko stopnišče, oblečeno v les, pa visoke grede, kjer noter rastejo zelišča, ker stopnišče pelje direktno v kuhinjo. In na ta projekt smo letos ful ponosni, ker je res izpadel noro dober. A vas zanima, kako pa izgledajo najlepši vrtovi, na katerih stojijo izdelki mizarstva Hrovat? Tole je hiška Kubi v Domžalah. Posebnost tele hiške pa je, da je poleg hiške za shranjevanje zraven še nastrešek za avto. In to je vse del ene celote. Sred podeželja na obrobju Ljubljane pa stoji tale prikupna hiša. Na tem objektu smo izdelali dve pergoli, leseno teraso in leseno fasado. Včasih je prostora na terasi malo in moramo prostor uporabiti zelo premišljeno. Takole smo se lotili projekta v središču Ljubljane. Sredi neskončnih pomurskih ravnin pa stoji tale hišica. Ali pa tale, v strnjenem naselju na Gorenjskem. V kategorijo posebno drznih projektov pa spada Kubi hišica, ki ima gor pergolo na strehi. In to je tudi stvar, ki sem jo že enkrat prej pokazal. Ta projekt je poseben zato, ker smo to naredili prvič in ker dejansko na strehi hiške lahko dobimo še en uporaben prostor za preživljanje prostega časa. Ta projekt na tej lokaciji še ni v celoti končan, ker je treba še iz obstoječe terase, z obstoječega balkona narediti stopnišče povezavo na streho pergole, ampak ga kažem zato, ker nam je bil pa res zelo, zelo všeč. Še ena velika posebnost, na katero smo tudi ful ponosni, je pa modularna Kubi hiša, sestavljena iz dveh delov, ki smo jih v bistvu povezali na lokaciji. To pa zato, ker je bila prevelika, da bi jo v enem kosu peljali. In to nam daje krasno osnovo, da vstopimo tudi na trg modularnih objektov. In posebnost te hiše je, da stoji za eno zelo znano restavracijo. In če vam dam namig, ta restavracija je v letošnjem letu dobila 2 Michelinovi zvezdici. A kdo ga ne? Ker je bilo pa letos lepih projektov še veliko več, nisem mogel vse združiti v en prispevek. Zato sem se odločil, da naredim še drugi del, ki sledi v kratkem. Bi pa zaenkrat sam še pohvalil sodelavce pa ekipo, ki res premikamo meje in vsakič naredimo nekaj bolj drznega, nekaj bolj nenavadnega, nekaj bolj inovativnega in to je tisto, kar nas žene naprej. Se vidimo naslednjič. Čau!